Dober večer, lepo pozdravljeni na okrogli mizi ob obletnici odhoda zadnjega vojaka JLA iz Slovenije. V imenu Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve med nami prav lepo pozdravljamo osamosvojitelje, župana, občina Pivka in vse vas, ki ste se v tako lepem številu odzvali vabilu. Spoštovani, gospe in gospodje, dragi prijatelji, spoštovani gospe, spoštovani gospodje, lepo pozdravljeni na okrogli mizi ob odhodu zadnjega vojaka JLA iz Slovenije, ob dnevu suverenosti. In moje ime poznate, Andreja Valič-Zver, zgodovinarka. Ukvarjala sem se s temi časi, z mnogo demosa v tem obdobju, osamosvojitveno vojno in v nocojšnjem večeru bom vodila pogovor. Z mano so ugledni gostje, za katere sem pripričana, da jih tudi večina dobro poznate. Anton Krkovič, vemo, da je na njegovo pobudo pred 25 leti začela nastajati manevrska struktura narodne zaščite, da je na
naloga vojaško zavarovanje osamosvojitvenih procesov, hkrati pa je, kot je bilo rečeno, zapisalo po slovenski vojski, torej začela nastajati slovenska vojska. Na moji levi strani gospod Igor Bavčar. Najbolj se ga seveda spomnimo v uniformi v času osamosvojitvene vojne, ko je hodil naokrog z ministrom za obrambo, torej minister za notranje zadeve Igor Bavčar. In jaz bi že kar na začetku izpostavila eno zelo pomembno potezo osamosvojitvene vojne, to je sodelovanje vojske in policije za zaščito osamosvojene Slovenije. O tem bomo še govorili v nadaljevanju. No in potem je tukaj na moji levi dr. Vojko Obrul. Gospod Obrul je diplomirani politolog, poslovec, doktor znanosti. Svoje prve vojaške izkušnje pa je, kot nam je prejle pripovedoval, začel pridobivati v vojaški šoli, še pravzaprav kot predsečen zelenec. Ampak potem več kasneje, ne? Kasneje ga bomo vprašali tudi, kako je bilo v tistih nevarnih časih pobegniti iz jugoslovanske armade. In še na moji desni, gospod Jože Svetina. Gospod Svetina nam je iz Kopra prinesel sonce, ampak prinesel nam je pa tudi zelo zanimivo pričevanje, kako je bilo v času vojne. Vsem bomo danes vprašali, kako je bilo, ko je jugoslovanska armada odšla, odplula, ko je bila izgnana, kot pravite Primorci. Tako, zdaj pa mogoče, preden si ogledamo en kratek filmček na temo današnjega pogovora, smo se nekako dogovorili, da mogoče obudimo spomin, kaj se je dogajalo v tistem vročem poletju leta 1991, potem, ko je bila 25. junija 1991 sprejeta, ko so bile sprejete politične listine samostojne Slovenije, deklaracija o neodvisnosti in temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. In ko je bila slovesno na zborovanju pred parlamentom razglašena samostojna Slovenija 26. julija 1991. No, enote jugoslovanske armade so imele že vnaprej pripravljen načrt, kaj se bo zgodilo, in so se 26. junija 1991 začele premikati proti slovensko-italijanski meji. Prav prej smo se pogovarjali, da so tem mladim vojakom, ki so bili v tistih tankih, dejali, da nas je napadel NATO. Ja? Posamezniki in pripadniki policije so jim na pot postavljali barikade in v spopadu pri Divači je JLA uporabila orožje. V zgodnjih jutranjih urah 27. junija sta dve oklepni enoti s hrvaškega ozemlja krenili proti letališču Brnik, slovensko-italijanski in slovensko-avstrijski meji. Strategi napada na tedaj že suvereno državo so torej predvidevali zasedbo strateških položajev, zaporo meje, odstranitev teritorialne obrambe in vzpostavitev marionetnega režima na Slovenskem. Jasno je, da bi vse tiste, ki so načrtovali in izvajali osamosvojitvene ukrepe, strpali v koncentracijska taborišča, ječe in bobe, kaj bi se jim zgodilo. Hrvaška kljub predhodnim dogovorom s Slovenijo in skupnemu obrambnemu načrtu ni reagirala na premike vojske na svojem ozemlju. Jugoslovanska armada je istega dne poslala vojsko iz slovenskih vojašnic proti letališču Brnik in, kot že rečeno, mejnim predhodom za Avstrijo. Do spopadov je prišlo pri Črmušnicah na Dolenjskem, pri Trzinu, Šentilju, v Ormožu in na Medvedjeku. Armado so množično zapuščali vojaki slovenske narodnosti, pa tudi drugi, sem pripadniki nesrbskih narodnosti. Oboroženega odpora Slovencev armada ni pričakovala. 28. junija je slovensko vodstvo prevzelo pobudo v spopadih, armada je odgovorila za uporabo letalskih sil na letališču Brnik in v spopadu pod Trebnjem. Začeli so se neposredni spopadi za mejne prehode, na primer Rožna dolina pri Novi Gorici, Holmec. 30. junija so se po vsem slovenskem ozemlju oglasili protiletalski alarmi
Prebivalci so bili evakuirani v zaklonišča. Potekala je mobilizacija v teritorialno obrambo. Armada pa je načrtovala obsežnejšo vojaško operacijo v Sloveniji, zato je prav tako dodatno popolnjevala svoje enote. Med obiskom predsednika Zveznega izvršnega sveta Anteja Markoviča in nekaterih generalov JLA v Ljubljani 30. junija 1991 je Slovenija zahtevala prekinitev bojev in umik enot armade v vojašnice. Na sprotni strani je vztrajala pri deblokadi vojašnic in izpustitvi ujetnikov. Kljub sestanku so se vojaške akcije nadaljevale, stopnjevale, saj so letala armade 2. julija 1991 napadla vse pomembnejša radijska in televizijske oddajnike ter pretvornike na Nanosu, Krvavcu, Kumu, Boču in Pohorju. Istega dne so enote teritorialne obrambe milice pri Krakovskem gozdu napadle oklepno kolono JLA, ki se je v celoti predala. Vojna na slovenskem ozemlju je seveda razburkala evropsko in svetovno javnost. Evropska skupnost je v Zagreb poslala trojico svojih predstavnikov, to so bili luksemburški zunanji minister Pos, nizozemski zunanji minister Hans van den Brück in italijanski zunanji minister Gianni de Michelis, ki so se sestali s slovensko delegacijo. V njej so bili Kučan, predsednik, zunanji minister Rupel in drugi. Evropska trojka je zahtevala ustavitev spopadov, slovenska delegacija pa je vztrajala, da gre za agresorski napad JLA na samostojno Slovenijo. Na temelju zamrznitve slovenskih osamosvojitvenih ukrepov, sprejete pod pritiskom pogajalcev Evropske skupnosti, je bil 3. julija 1991 dosežen dogovor o ustavitvi ognja in medsebojni izmenjavi informacij v primeru kršitev. V Ljubljano so prišli opazovalci Evropske skupnosti, pa tudi starši vojakov, ki so služili vojaški rok v JLA v času vojne na Slovenskem. Od vojaškega vrha so zahtevali vrnitev svojih sinov. Zahteve staršev so predstavljale pomemben pritisk na enote JLA, ki so v tem času sprožile novo mobilizacijo in proti Sloveniji poslale nove enote. Vendar se je pohod elitne divizije, oklepne divizije garde armade zaradi številnih okvar končal s popolnim polomom že v Sremu. Medtem je mednarodna skupnost na posebnem zasedanju konferenci za varnost in sodelovanje v Evropi, to zasedanje je bilo v Pragi, sklenila imenovati posebno skupino strokovnjakov za pomoč pri pogajanjih o nadaljnjem reševanju jugoslovanske krize po mirni poti. Armada ni popuščala, ampak je kritično situacijo z napadi na vodstvo Slovenije in Hrvaške še zaostrovala. 6. julija 1991 je bil zadnji dan vojaških spopadov na Slovenskem. Večjih spopadov in premikov enot ni bilo več, v Slovenijo pa so še vedno prihajali starši vojakov iz drugih republik, številne jugoslovanske pogajalske skupine, ki so skušali zmanjševati napetost in preprečiti ponovne spopade. Naslednjega dne so se na avionih na pobudo Evropske skupnosti in njenega glavnega pogajalca Van den Brücka na posebni konferenci zbrali predstavniki Republike Slovenije, Republike Hrvaške in Federacije. V slovenski delegaciji so bili predsednik predsedstva Kučan, predsednik vlade Peterle, zunanji minister Rupel, predsednik skupščine Bučar in član predsedstva Jugoslavije Janez Drnovšek. Zvezdne oblasti so sprva zagovarjale nadaljevanje dialoga za preoblikovanje jugoslovanske države, ampak to opcijo so predstavniki Slovenije odločno zavrnili. Predstavniki federacije so nato v zameno za premirje od slovenskih oblasti zahtevali odlog nadaljevanja postopkov osamosvajanja za 6 mesecev. Brionsko deklaracijo je 10. julija kljub pomislekom, mnogim dvomom podprla tudi slovenska skupščina. Ampak armada premirja ni sprejela in je še naprej načrtovala vojaške operacije na slovenskem ozemlju, vendar je politični veto srbskega vodstva na čelu s Miloševićem preprečil ponovno eskalacijo spopadov. Srbsko vodstvo je zaradi uresničevanja načrta v Veliki Srbiji slovensko ozemlje pustilo ob strani ter se osredotočilo na izrabljanje armade pri uresničevanju svojega cilja v drugih jugoslovanskih republikah. Srbski in jugoslovanski vojaški vrh sta se odločila umakniti jugoslovansko vojsko slovenskega ozemlja
čemur je 18. julija 1991 potrdilo tudi jugoslovansko predsedstvo. Umik armade je bil izvršen v 3 mesecih. Kot že rečeno, zadnji konvoj je iz koprskega pristanišča izplul 26. oktobra 1991. In še za zaključek nekaj misli. To je bila velika zmaga v vojni za Slovenijo. Eden od ključnih Demosovih ciljev, to je osamosvojitev Slovenije, je bil z učinkovito vojno zavarovan. Da je Slovenija v osamosvojitveni vojni zmagala, je bil razlog tudi ta, da se je bila slovenska politika sposobna poenotiti do te mere, da je bila omogočena mobilizacija vseh resursov, ki so bili na razpolago. Med vojaki in policisti, ki sta jih vodila obrambni minister Janez Janša in notranji minister Igor Bavčar, je bila visoka vojna morala. V obrambo so bili vključeni tudi drugi sistemi, ki so zagotavljali logistično podporo slovenskim oboroženim silam. Predvsem pa je bil odpor dobro voden. Imeli smo jasno strukturo vodenja in poveljevanja, ki je zagotavljala učinkovitost slovenske vojske in policije, po drugi strani pa preprečevala morebitne kršitve mednarodnega vojnega in humanitarnega prava. In prav zato je vojna za Slovenijo edini spopad na tleh bivše Jugoslavije, ki ga ni bilo treba braniti na mednarodnem sodišču za vojne zločine v Haagu. Hvala za vašo pozornost. Sedaj pa...
notranje zadeve ter teritorialna obramba obalnih občin in Ministrstvo za obrambo so izvršile akcijo odhoda enotnih slovenske armade. V akciji je sodelovalo 201 pripadnik oboroženih sil. Enota je pripravljena za smotro. Napake v govoru, ki so posledica zadovoljstva in utrujenosti, da smem vam sporočiti, da sem sporočil obema ministroma, ki so me poslala to nalogo, kako tudi vas, da smo nalogo opravili častno, dostojno in zelo profesionalno. To je bistvena kvaliteta v našem delu. In tega dosežka se moramo vsi zavedati. Z vami delimo utrujenost, oklepa in čelad in težkih škornjev, ki smo jih nosili ta teden. Vem, da so to neizbrisni trenutki v našem življenju. In zato mi dovolite, da z vami delim veselje, utrujenost in ponos, da sem pripadnik teh oboroženih sil države Slovenije, ki je v junijsko-julijski vojni pokazala, kaj zmore in kaj želi. In dovolite mi, da prenesem čestitke obeh ministrov in zahvalo in da se vam osebno zahvalim za obnašanjem in doslednim izvrševanjem vseh zadanih nalog. Prav tako mi dovolite, da se zahvalim vsem oficirjem, vsem častnikom Slovenske armade, vsem policijskim častnikom in seveda tudi svojih, ki srečno na svoje domove. Vse skupaj že enkrat hvala. Zavedajte se, da smo trdo na braniku naše suverene, samostojne, a danes tudi že razbremenjene za Jugoslovansko armado Republike Slovenije. Hvala vsem in čestitam. Dovolite, da zastavim prvo vprašanje tedanjemu notranjemu ministru. Gospod Bavčar je vodil tudi posebno koordinacijo, ki je dejansko pripravljala tiste operativne ukrepe za osamosvojitev. To je bil zelo napet čas, zelo tvegano početje, pravzaprav. Dovolite malo žensko vprašanje. Kakšni so bili občutki, recimo, tiste pomladi leta 1991, pa potem skozi vojno, pa potem Brionska deklaracija, ki je na nek način, na kateri so v skupščini govorili celo o veleizdaji in tako naprej, zaustavila vse skupaj, ne? Ta mogočni val samosvajanja. Večer. Ja, toliko, ta današnja oziroma včerajšnja obletnica je seveda poleg teh neposrednih dogodkov, ki smo jih zdaj v kratkem filmu videli, pomenila konec enega izjemno napornega obdobja, ki je trajal vse od začetka slovenske pomladi, svobodnih volitev, zmage Demosa, plebiscita za samostojno državo, imenovanja vlade in velikih priprav na osamosvojitev, med drugim tudi seveda ustanovitve manevrske strukture narodne zaščite in ustanovitve različnih organov in inštitucij, ki so skrbele za to, da smo se lahko v nekih razmerah, v katerih smo se takrat znašli, lahko lotili tega velikega zgodovinskega podviga. In od spomladi leta 1991 pa vse do odhoda zadnjega vojaka sem predsedoval republiški koordinaciji, se pravi, na nek način bi lahko rekel generalštabu Slovenske
slovenskih oboroženih sil. Takrat sem bil zadolžen za vzpostavitev te koordinacije, predtem sem politično usklajeval čez 13 projektov v različnih ministrstvih, ki so delala na tem področju osamosvojitve. Seveda, to, da je lahko odšla ta malteška ladja na koncu iz koprskega letališča, je bilo treba seveda predtem zmagati v vojni. Odhod zadnjega vojaka je pomenil pravzaprav neko logično posledico vseh dogodkov, ki so se zgodili predtem. Predvsem pa izjemno uspešnih akcij slovenske teritorialne obrambe in policije, izjemno uspešnega dela različnih civilnih struktur obrambe, narodne zaščite, gasilcev, različnih pripadnikov, bom rekel, takrat zelo organiziranega odpora v Sloveniji. Pomenila je tudi v političnem smislu neko logično posledico velikega poraza. Če danes beremo spomine, danes imamo to možnost, da beremo spomine tudi tako imenovane nasprotne strani. Spominjam se različnih dokumentov, iz katerih je bilo, to o tem tudi neposredno govorijo, izrecno rečeno, da je takrat generalštab Jugoslovanske armade doživel strateški šok ob odporu in ob načinu odpora v Sloveniji. Ni slučajno, da je 2. julija prišlo do predloga, da bi vojska, o tem piše Vuk Obradović, ki je bil, mislim, da šef kabineta generala Kadjeviča, da je takrat prišlo do predloga, da se z vsemi sredstvi, letalskimi napade, ne samo vojaške cilje, teh je bilo itak malo zaradi našega načina delovanja, ampak predvsem civilno strukturo oblasti. Delno so bili ohrabreni tudi z takrat nekaj napadi, in letalstvo je takrat začelo, če se spomnite, napadati oddajnike slovenskih televizijskih in radijskih postaj. Napaden je bil, če se ne motim, tudi tunel v Jesenicah, se pravi kot takratni prehodi. In takrat je seveda vojska bila prepričana, en del vojske, da bi lahko obrnil to situacijo sebi v prid, ampak takrat je bilo že prepozno. Mnogi danes podcenjujejo to slovensko osamosvojitveno vojno, pravijo, ja, se bi lahko vojska z vami opravila v nekaj minutah, če bi poslala letalstvo, ampak mi v trenutku, ko je vojska želela to narediti, smo mi že, zahvaljujoč Tonetu Krkoviču, imeli že bistveno več sredstev z tem, ko smo prišli do njihovih skladiščnih prostorov, predvsem v Borovnici, ki bi se lahko seveda absolutno temu napadu zoperstavili. Računali so seveda na spremembe v politiki, ki bi prišle s tem večjim rušenjem, ampak zagotavljam vam, da smo bili že sposobni se soočiti tudi z njihovimi podobnimi poskusi. Mislim, da je odhod zadnjega jugoslovanskega vojaka bil posledica v prvi vrsti seveda te naše uspešne akcije, tega izjemnega presenečenja, ki ga je Jugoslovanska armada doživela v tej epizodi, za katero sem mislil, da bo trajala nekaj dni in da bodo, kot je rekel takrat general Delić v Mariboru, dobro se spomnim, ko so me takrat o tem obvestil, je rekel, 2-krat, 3-krat zaškripaš z zatvaračem in Slovenci bodo zbežali. Njihovo podcenjevanje naše strani je bilo izjemno, za razliko od nas, mi njih nismo podcenjevali in smo se na nje pripravili. Lahko bi rekel tudi, da je en velik pomen v takratnem odločitvi tudi jugoslovanskega generalštaba, da se umakne iz Slovenije, bil preprosto ta, da so se začeli dogodki v Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem, da je srpska politika takrat računala na to, da bo morala te enote uporabljati tudi drugje in ni slučajno, da so od tu iz Slovenije, da je glavnina 14. korpusa, 31. korpusa, štabne, prištabne enote so šle v glavnem v Doboj, Tuzlo, se pravi v Bosno, tam, kjer je potem tudi bil center vseh spopadov neposredno po zmagoviti vojni v Sloveniji. Z tega stališča je odhod zadnjega vojaka iz
Slovenije bil zmaga ne samo v vojaškem smislu, bil zmaga tudi v političnem smislu. Vojska ni bila samo tista, ki je bila garant federativne ureditve, ampak tudi enopartijskega sistema in nedemokratičnega režima z komunistično partijo na čelu. Zanimiva je ena opazka, ki sem jo opazil šele pred kratkim. General Čat Slovenski je napadel prav ta konc primorski, rekel, da so njihove enote nosile napise Zvezna federativna republika Jugoslavija in ne več socialistična republika Jugoslavija, kar gotovo pomeni, da se je tudi vojska sama zavedala, bom rekel, da bi in želela na nek način zakamuflirati pravzaprav tudi ta svoj političen značaj takratni in to svojo politično vlogo. Mislim, da je seveda odhod in vzpostavitev suverenosti na celotnem ozemlju, dejstvo, da smo mi ne samo med vojno, ampak predvsem po vojni z odhodom vojske kontrolirali svoje lastno ozemlje, pomenil ključen atribut slovenske samostojnosti in demokratičnega razvoja. Na jugoslovansko armado se je noben del slovenske politike, ki je bodisi nasprotoval prej odhodu Slovenije in tudi, bom rekel, računal na to, da bi lahko se naslonil v nekih trenutkih na oboroženo silo jugoslovansko armado, ni bil več mogoč. In z tega vidika je imel ta pomen odhoda zadnjega vojaka in bil še toliko večji. Hvala. Moje vprašanje za vas bo pravzaprav podobno kot gospodu Bavčarju. Torej, občutki vojaka, ko je dejansko zaustavljen, morda tik pred ciljem. Ko se mora pravzaprav pokoriti tem političnim odločitvam, ki seveda niso vedno tako objekla vojaškemu srcu pogodu. Res je, ko stvari krenejo, potem je težko malo zaustaviti. Ampak jaz bom odgovor začel tudi nekoliko globlje. Ne vem, če sem to javno že kje rekel, pa ko se čas odmika, treba iskreno stvari povedati, tako kot so bile. No? In apel, ko pripravljam to vodno pojasnilo, razumite me pravilno. Ko se je vojna, ta vidni del, jaz vojno delim na latentni del, torej nevidni del in na vidni del. Vidni del je bil veliko krajši, nevidni je bil veliko daljši. In ključ zmage v vidnem delu je bil v njenem nevidnem delu. Danes ni čas globlje razpravljati o tezo. Kakorkoli že, bilo je omenjeno. Takratni notranji minister in tudi uvodoma sem bil omenjen kot tisti, ki je dal pobudo in dejansko je bilo tako in tudi operativno potem tako dobro aktivnosti za vzpostavitev slovenskega obrambnega sistema, novega, ki je bil lojalen novi oblasti in seveda demostvem programu nastanka nove samostojne Slovenije, demokratične Slovenije. In zame definitivno se je vojna začela maja meseca leta 90 in zaključila z dnem, po katerem danes pač je posebna apostrofa, ki pač tudi glede na jubilej in na dan pripada. No in ko se je tisti vidni del začel, to je bilo to razglasilo. Torej, dana mi je bila čast in vse bolj sem ponosen na to, čeprav sem bil takrat nekoliko jezen, to je bilo zame ena posebna naloga, si jih je bilo veliko, da sem, bom rekel sedaj z iskrenim besedam, moral tudi to nalogo opraviti javne razglasitve, pa zato, ko sem prej kolegu zaupal, sprašal sem, če to ve, zakaj mi je bila naložena ta naloga poveljevati častni četi, s katero smo takrat na vojaški način, pač, ko se spodobi za državo, razglasili slovensko samostojnost. Zato, ker sem leta 1985 bil poveljujoči slovenskemu ešalonu na zadnji paradi v Beogradu in sem seveda te postopke znal. To ni preprosto, to je bil glavni razlog. Seveda mi je še dožnost na živce, sem poveljnik brigade Moris, ki je takrat imela še posebej pomembno nalogo v teh zaključnih operacijah, torej zavarovanje slovenskega vodstva, političnega vodstva na mirodobni lokaciji in tudi na prehodu na vojne lokacije in dobiti neko takšno nalogo, takrat seveda se mi je zdelo nekoliko skoraj malo podcenjujoče, no danes pa vem, da je bila tudi pomembna, kajti skozi to se je
preko sredstev javnega obveščanja po svetu pisala tudi resna ali pač neresna samostojna država Slovenija. To nalogo smo dobro opravili, tisti so pomembni. No, ampak preskočim na dan, ko se je ta vidni del vojne začel. Veste, kaj je bil moj stavek, ki sem ga, mislim, da ga nišče ni slišal, ampak sam sebi, kot kakšen bedec, sem si rekel to. Hvala Bogu, začelo se je. Ampak veste zakaj, sem rekel, danes bom to izpovedal. Zato, ker lahko bi se tudi izteklo drugače. Tudi na tak način, več hipotez je zelo realno, ki bi lahko razgledali, zelo resno, bi se pomoč enakovredno te, ki se je zgodila, torej vse ostale tudi lahko zgodile. Torej, lahko do tega vidnega dela vojne v Sloveniji sploh ne bi prišlo. In bal sem se, da bi res izpadel nek Weber, ki je pa, bom rekel, paranoičen človek, ki je, ne vem, ljudi, ki so imeli te kompetence, so odločili, torej predlagal neko varianto ustanoviti nacionalne armade v bivši državi, ki je pač imela svoj pravni sistem, ki še, mislim, niti v sanjah ni mogel predvidevati, da bi Slovenija spostavila lastno vojsko po takšnimi pogoji, ki je septembra meseca leta 90 zapisala v takratni strateški dokument, direktivo za vojno uporabo, manevrske strukture, na točko, ki se opisuje nasprotnika, oziroma sovražnika, bom rekel, jugoslovansko armado, ki pa je bila edina legalna in legitimna sila v tem prostoru. Skratka, mi smo se šli pač neko zadevo, ki je eden od mojih kolegov rekel, vse skupaj je dišalo, če že ni bilo po ornem državnem udaru. Bili smo prisiljeni v to potezo. In skratka, nam je močano pisno bilo to, da se je ta vojna začela, tako kot tudi v vidnem delu. In sem si rekel, pač tam sebi predstavljati, hvala Bogu, nori stavek, da se je začelo. Seveda sem si sebi želel, da se to nikoli ne bi začelo. Tako je bilo. No in seveda, trajalo je, kot je trajalo, to bom preskočil, pač v tistih vidnih 10 dneh. No in potem je nastopil trenutek, ki ga je dr. Valičeva lepo opisala, podpis Brionske deklaracije, spostavitev nekakšnega premirja in tu naslednji akcent, ki ga izpostavljam. Jaz sodim, tu sta bili v zraku, če tako lahko rečem, dve strateški, lahko bi rekel tudi diametralni dve strateški varianti za prihodnost. Ena ta, da bo armada odšla in da je nikoli več ne bo nazaj, če nekoliko, po domače to povem. In druga, da se bo ta armada po izkušnji v Sloveniji uredala. Veliko bi vam lahko tukaj povedal, pa skušal biti najkrajši, kar je možno, da bi morala urediti svoje vrste. Kajti samo en detalj, ko je posadka moje brigade, nekje pri Nemšku zajela prvi tank in smo analizirali to posadko, to je bil tank M84, ki je imel v človeški posadki torej 3 ljudi. Po funkcijah, to vse pove, kako nam je bilo jasno, kaj so si dovolili, kakšno neumnost, strateško neumnost. Torej, tank ima poveljnika. Katere narodnosti mislite, da je bil? Momil sem tu, se je jasno. Ja, recimo, Slovenci, narekovari, torej bil je Srb. In naslednja dve funkcije, mogoče nekoliko manj, bi lahko tudi zamenjali, ampak torej voznik tanka je bil Makedonec in merilec na orožjih je bil Hrvat. Še ena stvar, ki je zelo pomembna, simbolično, ki lahko vse razumemo, so strateško neumnosti armade, ki se je podala na takšno noro vojno pot. Poveljnik je imel v sebi orožje Škorpion, če se prav spomnim. In imel orožje napolnjeno z okvirjem za uporabo tisti trenutek. Ostala dva sta imela avtomatski puški, ampak okvirji niso bili v puškah, ampak so bili ob tem v torbicah z kovinsko plombo za pečanje. Mislim, da poprečnemu poznavalcev vojaških zadev ne bi rabo ničesar več povedati, pa morda tega čisto vsi ne razumejo, tudi tu prisotni ne povem. Torej, Srb je bil zato, ker je šlo za to, vemo pozneje, torej to ni bila več niti jugoslovanska armada, niti več ne komunistična, ki je bila po prvotnem značaju in pedigreju, ampak to je bila že veliko srpska armada, torej podrejena Miloševiću. Zato se je šlo. Iz tega vzorca je to se vidno. Torej, in kar pomeni, nekdo, če v tanku ne bi uresničil svojo nalogo, je imel dolžnost, ta človek, ampak on je bil le 20 let star,
Torej, norci, govorim o vodstvu vsega tega sistema. Ja, kaj so mislili, da ta fantučija str, da bo tako z lahkoto uporabil tega škorpiona nad kolegom, s katerim sta skupaj spala in se šla za Afrikancije, moji letniki je nekoliko mlajši, to točno vemo, da tam ni bilo samo tako, kot je bilo, ampak smo se zali tudi lušno imeli. In ni enostavno, če si kakšnekoli narodnosti in pod kakšnim pritiskom koli indoktrinacijo uporabiti orožje do svojega kolega. Torej, seveda so tam predali in zato se je šlo. Torej, si bom zaključil zdaj, da vem, imate verjetno želite kaj vprašati, pa za vprašanje bo mogoče pozneje nekaj časa, ne? Da ne bi se prekinjali. Torej, jaz sem bil na tisti strani, kjer pravim, da ste bili dve diametralni strateški opciji, da bo armada odšla in da bo armada se vrnila nazaj, tu se hotel to pojasniti. Jaz sem verjel v to drugo možnost. Da so le tako nori in da bodo to drugo možnost zapeljali. Nisem bil edini, tudi na ravni više od mene, ljudi, ki so vodili sistem, konkretno obrambni minister, očitno ni verjel toliko v to, da je to zadnja epizoda in je računal, da bo, ko bo preverjanje pošlo, da se bodo vrnili nazaj in dobil sem nalogo kot poveljnik te brigade Moris, da v treh mesecih spostavim posebno enoto, ki naj bi štela, kako je bilo rečeno, do 1000 profesionalcev. Nekoliko ni bilo to enostavno, zagotavljati v 3 mesecih, pa kljub temu pač taka naloga je bila, ki jo nismo nikoli v celoti uresničili, seveda, številčno. No, in sem to rekel o tem obdobju, nikoli nisem imel in dvomim, da bi lahko imel življenju večje kompetence direktne, samo da bi to nalogo izvršil. Je pa le prišlo do vzpostavitve nove formacije, kot okrilje brigade Moris, je bil ta znani odred za hitre intervencije, takrat štel mogoče 200 in nekaj ljudi, posebej pripravljenih za zahtevnejše naloge, no in ta enota je takrat tudi direktno sodelovala pri tem dogodku, ko smo s Kopra jih spravili na dol. In zaključil bi z tem, torej tudi jaz soglašam tu za Južno Primorci, jaz tega odhoda nimam za nikakršen odhod, to je bil izgon, oni niso nič odšli prostovoljno, oni so šli zato, ker so morali odideti. Prej je takratni notranji minister rekel, da smo bili pripravljeni, seveda jasno, na vse poti nazaj ni bilo, dr. Zvirova je lepo povedala, če se ne bi išlo za nas tako, kot se je išlo, bi se za nas zelo hudo išlo, torej ni bilo dveh variant. No in skratka, to je bil izgon in ob tem bi samo še pridodal, ni edino kukajeviče jajce, ki ga grejemo. To zgodbo o 10-dnevni vojni, ki ni kakršna 10-dnevna vojna, se mi nismo spomnili, to je nekdo plasiral zlonamerno, torej z ciljem pomanjševanja pomena osamosvojitvene vojne in vsega celotnega procesa. Mislim, da lahko vemo, kdo bi to bil, seveda. Ta kontekst potaknjenih kukavičjih jajc sodi tudi odhod. Zato bi jaz predlagal na tem mestu in bom še velikokrat predlagal, dajmo to preimenovati. To ni bil nikakršen odhod na izlet za ladjo, na križarjenje, ampak je bil izgon iz Slovenije. Toliko za enkrat. Hvala. Sedaj nam je gospod Krkovič podal odlično iztočnico, da nadaljujemo z našim gostom iz Kopra, gospodom Svetino. To je izgon, gospod Svetina. Vi ste takrat osebno prisostvovali tem dogodkom, lahko kaj več poveste v teh dneh, ko ste... Hvala lepa najprej za povabilo in naša dva predstojnika, Vojka je lepo pripravila to zadevo in mi smo bili, pa tisti, ki smo na terenu, praktično poslušali, koordinirali, obveščali in istočasno še delovali na področju varnosti. Prvotno je bila varnost ljudi, njihovega premoženja, če se je le dalo, tako da smo tu držali neko koordinacijo, neko mirnost, neko človečnost, tudi v primeru, ko so se vojaki predajali, v primeru, ko smo zajemali oficirje, predajali tudi služba in tako. To je šlo za niz akcij in delovanj, da bi bila ta zadeva čim bolj umirjena, da bi se lahko dogovarjali tam, ker se dogovarjati da, dogovorili tako, da ne bi prišlo do incidenta. To je bila, prva naša naloga, pomirjena, čeprav ni bilo lahko.
tudi oficirje bi bilo lahko. Do včeraj smo bili z njimi praktično na ulici, v trgovini, v ambulanti, otroci so hodili skupaj v šolo in tako naprej. Mislim, to so bile povezave za nas, policijo, takratno milico, je bilo to tako hud trenutek preobrazbe. Tudi vedenje naše ni bilo takšno, da bi se lahko že takrat rečali konc komunizma, konc socializma, da včeraj smo ga branili še nosili zvezdo, da smo pa nekaj novega, nekaj, kar je v nas, kar je epohalno, zdaj nikoli več. Vse to se je pri nas prepletalo, ni bilo enostavno. Bil pa je cilj in tudi dosežen, da gre do čim bolj mirno. Nismo nasedali provokacije. Ni nam bilo lahko, ko so hodili s kamioni, s tovornjaki, s tanki, levo in desno, vsake dan mimo nas, ko so mahali z jugoslovansko zastavo in tako naprej. Treba je bilo vzdržati zaradi cilja. Cilj je bil, da gre do. In še hujše nam je bilo po Brionskem sporazumu, ko smo mogli deblokirati vojašnice, ko smo mogli barikade makniti, ko smo mogli vrniti objekte in tako naprej. Niz ukrepov, niz dela, ogromnega dela z ljudmi, koordinacij telefonov, in vendar smo jih izgnali. Tisti momenti, ko so odrinili, smo se oddahnili. Marsikome so povedali, pa smo bili junaki, ker se nismo bali tanko. Danes nam zgledajo veliki tu v muzeju. Takrat so bili mejni, danes so bili mejni. Mi smo vojake praktično vrvlekli iz njih, pa so bili fanti prestrašeni. Bilo je treba malo, da nekdo pritisne. To je bilo vse obroženo, to je bilo vse prestrašeno. To je bilo vse lačno, žejno. Mi bi lahko vsak moment zaprli pipico za plin, ustavili tovornjak s hrano. Mislim, to je bilo niz aktivnosti. Da ne govorimo o terenu, kjer so tudi lovci. Nihče ne omenja 21.000 lovcev, ki tega dela v specialnih nalogah o obveščanju. Paziti, vsak korak njihov je bil spremljan. Vsako vojno vozilo je bilo spremljeno. Imeli smo točke za vsak kamion, za vsako veliko njihovo gibanje. Ni bilo enostavno. In vsaka čast ljudem, ki so bili na položaju, da so se to skoordinirali, dobro skoordinirali, ker mi včasih nismo vedeli vsega. Nismo vedeli, zakaj to počnemo. Sledili smo ukazu in to nas je reševalo. Bili smo disciplinirani in zaupali smo ministru, zaupali smo enemu in drugemu, zaupali smo vodstvu, tudi ta številka ni tako enostavna, 1, 2, 13, 62 in tako naprej. Tudi to pove veliko, kakšna koordinacija je bila to, kakšna priprava je bila to na to. Res se je začelo že 90 leta, za nekatere še prej, tisti, ki so vedeli več kot mi, ki so poznali zadevo. Mi zgodovine nismo poznali, mi za Hudojamo nismo vedeli, pa za razna grobišča in tako naprej. Mi smo se začeli preobraziti na hitro, mi smo vzoreli čez noč. Žal je pozneje prišlo do tega, da so nekateri se spet zaprli. Da bo potreba še veliko delati. Je pa tisto noč, ko je zadnja ladja, moramo vedeti, da so šle 4 ladje iz Kopra, v tistih 4 dneh. Prva je bila Galeb s 1400 in nekaj vojakov, koliko se jih je poskrilo, ker nismo mogli vse evidentirati. So Soroba, potem so bili razni trajekti do Črnogorskega in zadnji je bil Venus, ta grški trajekt in tako. Vi ste najbolj tam trpeli, ko ste bili na udaru, ker smo pričakovali vsak moment, da bo prišlo do eskalacije, da bo nekdo zgubil živce, da bo nekdo začel streljati. Tega smo se bali. Vzdržite, pazite, da ne bo žrtev. In ko se je to odrinilo, ko je to odhajalo, takrat se nam tekle solze v sreče. Našega današnjega pogovora ravno ta človeška nota, torej to doživljanje vas kot ljudi, kot posameznikov. In zdaj ste ena posebna zgodba, dr. Ogrul, Jaz sem prebrala vašo zgodbo o tem, kako ste uspeli pobegniti v tistih težkih časih, kaj sem upravila pobegniti iz jugoslovanske armade. Bom poskušal tudi to razložiti. Izvolite. Bom kar na začetku prvo vsem lep večer.
Bom kar na začetku povedal, ne. Z mojega stališča imamo 3 vrste ljudi, ki so prišli iz, rekel, jugoslovanske strani v slovensko stran. Imamo dezerterje, to so tisti, ki so bili obsojeni za neka dejanja. Imamo prestopnike, to so tisti, ki so lepo z papirji prišli in so se potem prijavili v naši državi in so potem normalno dobili službo in so zaposleni bili v sistemu. In pa ljudi, ki praktično nismo nič, nismo niti prestopniki, niti dezerterji. Jaz se štejem nekako tisto zgodbo. Pa res bom iskreno govoril, no, po 24 letih sem se odločil, da bom na tole povabilo vseeno se odzval, čeprav sem ves čas nekako želel biti tiho. Pa ne vem, zakaj, mogoče sem po naravi tak človek, ki se ne bi rad izpostavljal, ampak pa se po 24 letih neki spomini vodijo in ko to prehaja v zgodbo, moramo razumeti tudi čas, v katerem smo takrat živeli. Vsak od vas je imel neko svojo zgodbo v času vojne, vsak je doživljal to vojno po svoje, vsak ima pravico in prav je, da to svojo zgodbo nekako zapiše, nekje naj pove, nekje naj jo obelodani. Ker to je za naše potomce, bom rekel, izrednega pomena. In jaz sem ravno zaradi tega se tudi odločil in pristal na to zgodbo. Seveda, to je bil čas leta 1991, ko smo vsi nekako razumeli, kaj pomeni biti Slovenc. Čutili smo ta pomen slovenstva in domovina je nekako za tem osamosvojitvenim dejanjem, plebiscitom in vsemi temi aktivnosti, ki so se odvijali, postala Slovenija. Borili smo se za državo. Mi nismo bežali, mi nismo bili begunci, nismo bili emigranti, mi smo ostali tukaj. Vzeli smo orožje v roke in smo to državo obranili. Kot, bom rekel, če malo filozofiram, pa ne mi zameriti, ker pač imam tak naziv, pa moram malo filozofsko kar povedati, ne. Grški filozof Platon je zapisal, da človek se ne rodi sam zase, ampak se rodi tudi za domovino. Torej, z tega vidika mi tukaj, ki živimo, moramo dajati nek prispevek temu prostoru, kjer smo. Ja, vojak sem od 18. leta. V 18 letih sem stopil v vojsko, tako kot večina vas. Tukaj gledam po tem. In bili ste v jugoslovanski armadi, tudi jaz sem doma rodom iz Lovrenca na Pohorju, slan sem bil v šolo rezervnih oficirjev v Bideču in tam sem prišel kot vsak drug v vojsko. Ja, potem pa se je zgodba obračala. V vojski sem bil takšen, kot sem bil, nekako poslušen, dober, kariero sem v tem vojski nadgradil, sploh nisem prišel domov, nadaljeval sem potem na Vojaški akademiji v Sarajevu, od tam sem potem bil, bi rekel, kot dober pitomc, kot so rekli kadetom takrat. In temu posledično sem bil tudi poslan v tiste posebne enote, vojaško policijo. Prej, ko smo se zgoraj pogovarjali, je dr. Brul povedal, da na začetku ni bil navdušen na vojsko, da ne bi bom tudi to razložil, ja. In sem seveda potem posledično prišel v nek center, obveščevalno-varnostni center v Pančevu, ker sem bil v šolan v smeri vojaške policije. Ja, res je, nisem, to je bil takrat čas. 86. leta se je druga zgodba odvijala. Spomnite se Pankarte, spomnite se tiste zgodbe, to ni bilo nekako navdušenje za vojaški poklic. In tako tudi kolegi, s katerimi sem bil, ko sem jih poprašal, meni nudijo, ne vem, službo v JLA, da ne grem za oficirje, noben od kolegov ni bil za to, ne. Samo nekako oče mi je rekel, poglej, Vojko, poskus, če ti ne bo všeč, vseeno lahko nazaj prideš, ne. Mlad, nadobuden, željan vedenja nečesa sem se odločil in sem šel na Vojaško akademijo in tako posledično potem opravljal tiste službe, ki sem jih imel in na koncu sem po Vojaški akademiji, poleg tega, da sem bil najprej regrutiran v gardo v Beograd, pa je potem prišlo do nekih zamenjav zaradi povezav drugih sinov, pa polkovnikov in tako naprej, sem, hvala Bogu, prišel v Varaždin,
kar je bilo dosti blizu Slovenije, kar me je seveda 29.6. to še prekleto koristilo. Tam sem bil v Varaždinu kot poveljnik voda vojaške policije, ki sem za čas vojne, ko se je vojna začela v Sloveniji, moral varovati štab poveljskega korpusa, kateri je poveljeval general Trifunovič. To je ta general, ki je svoj korpus usmeril v vojno za Slovenijo. Seveda, tu so dolge zgodbe, ki bi lahko mogoče še 2-3 ure govoril, kaj sem se tam v tistem trenutku in v tistem času doživljal, kaj sem počel, ampak glavnem uspelo mi je 29.6. iz varovanja, ki sem ga sam postavil, bom rekel, res neprodušno v nekem korpusu, v nekem poveljstvu, potem tudi iz tega obroča varovanja sam pobegnil. Pobegnil v zaupanju na vojake, da ne bodo streljali. Čeprav so imeli ukaz, da streljajo, ampak v mojem prepričanju, koliko sem poznal in kakšen sem imel odnos do teh vojakov, sem vedel, da to ne bodo storili, ko bodo mene videli na žici, kot bi po domače rekel. In to mi je potem uspelo preko Zagreba z kolegom, isto enim oficirjem, Slovencem, sva prišla v Bregano, iz Bregane potem na križišče Kostanjevica na Krasu, kjer so nas zaustavili policaji in potem se ta zgodba odvila, da sem bil aktivno sodeloval pri tedanjem območnem štabu, 25. območnem štabu na Dolenjskem, kjer sem pomagal uriti v učnem centru teritorijalce, ki so se kasneje borili v Krakovskem gozdu in tako naprej. Po tej poti sem prišel v Ljubljano, ker so me takoj napotili brigadirju Krkoviču, opravila sem razgovor in tako sem bil v enoti Moris z 15.7. že v tej enoti. Tu moram povedati, da Jugoslovanska armada se je zelo hitro odzvala po tem dogodku, ko sem jaz pobegnil iz komande korpusa. 17.7. so imeli razpravo oziroma na sodišču obravnavo, kjer naj bi mi sodili za pobeg iz oboroženih sil in izdavanje vojaške skrivnosti. Kaj je to pomenilo? To je pomenilo, da so me doma v Mariboru večkrat iskali, to pomeni, da so iskali vzvode, da bi me našli, da bi me priprli, da bi me kot takega v Zagrebu tudi pripeljali in tam obsodili. Skratka, to jim ni uspelo. Zdaj pa z tega vidika, če pogledate, kakšno je bilo moje občutenje 26. oktobra, ne 25. tu bi mogli še en datum zraven dati, kdaj se je ladja odklopila. 26. oktobra, ko je ta vojska odšla, kaj sem jaz osebno takrat doživel? Jaz moram reči zahvalo in bom rekel nekako zadoščenje, da sem se takrat 29. odločil prav. Jaz sem bil šolan v jugu vojske, učili smo se o vojni, učili smo se po učbenikih tako pa tako, ampak kaj je bila ta vojna? Je bila totalna vojna, je bila bliskovita vojna, je bila, ne vem, konvencionalna, nekonvencionalna, verska. Si nisem mogel razbrati takrat kot mlad oficir, kakšna je to vojna, kjer sem bil šolan po učbenikih Jugoslovanske armade. Ampak jaz v tistem trenutku, ko se je začela vojna, jaz nisem mogel razmišljati, jaz bom pa šel vojno ali pa ne bom šel vojno. Jaz sem v vojni bil. Stvar je bila samo tema, da se odločim, kje se bom, na kateri strani boril. Pri moja odločitev je bila pač taka, da sem se odločil, kot sem se in celo to pot, ki sem jo zdaj opisal, se je tako srečno tudi, bi rekel, iztekla. Kot takole analiziram sedaj, bom rekel, po teh letih, 30 letih vojaške službe, nazaj te zgodbe, vidim, da je tale izkušnja izjela prav fascinantna. Vsi vi ste jo doživljali in če zdaj malo takole na planu postaviš, ugotavljaš, da sta tam delovala dva sistema. En sistem je bil, ki je povzročil zmedo, drug sistem je bil pa po pravilih službe, kot so rekli, po predpisih. In ta dva sistema sta vedno šla nekako eden z drugim v roki. Starejši vojaki, pa nekateri so lahko delali, kar so hoteli, da so potem jih
kaznovali, popravili službe in na ta način spet upoštevali vsi drugi